Bogoslužje današnje nedelje nam ponuja priliko o vinogradnikih, katerim je gospodar zaupal vinograd, ki ga je zasadil in zatem je šel. S tem je postavil na preizkušnjo lojalnost teh vinogradnikov. Saj jim je bil izročen vinograd, da bi ga varovali, obdelovali, da bi obrodil sadove in bi gospodarju izročili pridelek. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo angelovega češčenja z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnjo 27. nedeljo med letom. Po molitvi in blagoslovu je sveti oče spomnil na včerajšnjo beatifikacijo v Milanu, kapucina patra Arsenija da Trigola, ustanovitelja kongregacije sester svete Marije Tolažnice. Preko zavrženih kamnov, in Kristus je prvi kamen, ki so ga zidarji zavrgli, preko stanja slabosti in greha, Bog še naprej daje v obtok novo vino iz svojega vinograda. To je usmiljenje. To je novo vino iz gospodovega vinograda. Usmiljenje. Samo ena ovira je lahko pred to vztrajno in nežno Božjo voljo. In to je naša ošabnost, nadutost, ki včasih postane tudi nasilna. Pred takšno držo in kjer ni sadov, pa Božja beseda ohrani svojo moč grajanja in opominjanja. Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove. Nujnost, da sadove odgovorimo na Gospodov klic, nas kliče postati njegov vinograd. Pomaga nam razumeti, kaj je novo in izvirno v krščanstvu. To ni predvsem skupek moralnih predpisov in norm, temveč je predvsem predlog ljubezni, ki jo je Bog po Jezusu storil in še naprej dela človeštvu. Je povabilo, da vstopimo v to zgodovino ljubezni in postanemo živ in odprt vinograd, bogat sadovi in upanjem za vse. Zaprt vinograd lahko postane divjina ter rodi divje grozje, viničje. Poklicani smo, da gremo ven iz vinograda in začnemo streči bratom, ki niso z nami, da bi jih pretresli in opogumili, ter tako tudi same sebe spomnili, da moramo biti Gospodov vinograd v vsakem okolju, tudi v tistem najbolj oddaljenem in bednem. Prosimo za priprošnjo sveto Marijo, da nam bo pomagala biti povsod, posebej na obrobjih družbe, Gospodov vinograd, ki ga je posadil za dobro vseh, in bomo tja prinesli novo vino usmiljenja.